Pozdravljeni, moje ime je Matic Leva in vi gledate 5 minut ali manj vlog, kjer pač govorim karkoli mi pade na pamet, ne. Za vikend smo v eno dobro idejo, ne. In sicer ideja ni nekaj novega, ne. Sicer filmski klub. Torej, jaz bom predlagal en film, ki bi ga jaz in seveda vi pogledali. In potem bi vi v komentarjih lahko tudi video odgovor naredite, povedali svoje mnenje o filmu, naslednji teden bi pregledal te komentarje, jih komentiral, torej komentar na vaš komentar na film, seveda, ne, in dal namig za novi film, ne. Zdaj upam, da bo to delovalo, pač filmski klub bo v ponedeljek ali pa v torek, torej prvi vlog v tednu bo namenjen filmskemu klubu in to je to. Zdaj v tem filmskem klubu, ne, ker pač prejšnji teden nisem objavil filma, ki ga pogledali, ne, bom pač malo razložil oziroma povedal svoje mnenje o enem dobrem filmu, sicer se imenuje Chronicle oziroma Kronika. Tu je očitno en avto, torej en gobe nabira. Moram malo pogledati, ker tako počeš pogledati s kamero kulho in tako se počuta, pa ni važno, ne. Pa še en avto prije, legenda. Ne, tovornjak. In tega poznam. Okej, sem zelo čuden. Vrkoli. Film Chronicle, oziroma Kronika po slovensko. Nisem šel gledati, kak je dejansko prevod, ampak mislim, da mora biti nekaj takega podobnega, ne. Sicer se gre o teh fantih, ki najdejo neki veliki kristal v jami pod zemljo in dobijo nadnaravne sposobnosti. In sicer telekinetiko, torej z mislimi lahko premikajo stvari okoli sebe, ne. Seveda lahko poleg tudi letijo, avte premikajo. In pač, ko se spodobi taki film, ne, se začnejo problemi, en fant malo obstane obseden s to močjo, ne, in ubije enega od njihovih, po nesreči strela ga rukne, ne, kao strela, čeprav je pač on je povzročil strelo, ne, tereno umre, pol oni drugi. Je v redu, pač oni prvi, ki se mu je malo zmešalo, pač še hoče svojega ate ubiti, ampak oni drugi presreči, pa pol pač oni prvi v bistvu umre, ne, na konci samo eni do teh, ki so imeli nadnaravne moči, ostane pač res živ, ne. Zanimiv film, res, če vam je všeč ta prvoosebni pogled, ne, je še posebej zanimiv, ker v bistvu tisti fant, ko mu pač hoče pol ate ubiti, ne, snema vse s kamero, ne, kao vse v prvoosebnem, kot da on snema s kamero vso to dogajanje, ne, in je res posebej prepričljivo, ne. Kaj buča? In res film vredno gleda, no, kaj me reče, posebej potem, ko se naučijo fajn premikati stvari, ne, on danes premika to svojo kamero, no, 3D, ne 3D, tretjeosebne poglede, ful dobro, ne. Če ga ste pogledati, komod Chronicle, Kronika po slovensko, verjetno ga dobite, ki na internetu, ki po mojem ni, ne vem. No, za naslednji filmski klub, ne, do ponedeljka pa si pogledajte film Project X, torej Projekt X, verjetno, slovensko prevedeno. Da vas malo preprazim spet je prvoosebni film, torej snema en s kamero, naj bi bilo za Nemčijo res, vsi posnetki naj bi bili pridobljeni dejansko iz kamer in fotoaparatov očividcev, seveda po resničnih dogodkih je posnet film, ne. Sicer 4 fantje, spet najstniki, 18 let stari, se odločijo, da bojo predili zabavo, ker pač en od njih je star 18 let, ne. Pa njegovi starši so šli za vikend na počitnice, kar je, da ima sam hišo doma, ne. In začetna količina ljudi naj bi bila 50, ne. Oni se odločijo, ok, 50 ljudi bomo povabili, na koncu prije 2000. Glejte, moram drugega reči, legendarni film, res, ful. In to je bilo to, seveda ta razlog, za filmski klub. Torej, Project X, pogledajte, v komentarjih napišete, kaj si mislite o filmu, mogoče lahko tudi video response date,
torej, tam, ko bi napisali komentar, imate tudi možnost, da kliknete pač odgovoriti z videom, uploadati tisti svoj video, torej vlog, tako kot ga zdaj delam. In če bo dober, ga bom, oziroma skoraj v vsakem primeru, ne, razen če je res ful slab, ga bom pač uploadal pač kot komentar, no, ki ga bom potem komentiral. Bom videl, kak bo, glavno, kakorkoli boste naredili, super, bo tudi tweetnice, tudi karkoli naredite, kakšnikoli feedback date, to bo vse v naslednjem filmskem klubu. To pa res to. Čau, pa.